Neumnost gejev, ki podpirajo islam, mi nikoli ne bo postala dolgočasna. Ker veste, kaj se zgodi, ko islamisti postanejo večina v določenem mestu. Prva stvar, ki jo naredijo, ena izmed prvih stvari, ki jih naredijo, je, da prepovejo pravice LGBTQ. Ker verjamejo, da bi morali biti vrženi za zgradb, če imate kakršnokoli spolno usmerjenost, ki ni v skladu z njihovimi verskimi prepričanji. Seveda pa imejte v mislih, da so njihova verska prepričanja o spolnem vedenju zelo daleč od primernega. Mislim, ni treba gledati dlje od njihovega vodje in 9-letnega otroka, s katerim se je poročil in ljudem rekel, da je to prava stvar. Ampak pustimo to. Vidite, islamisti ne uporabljajo le teh gejev za islam, da bi prišli na oblast in ga na to prepovedali, ampak to tudi javno priznavajo. In celo ljudje, kot je Zoran Mamdani, priznavajo, da izkoriščajo liberalce za svoje islamistične cilje. Ampak najprej si na hitro poglejmo, recimo Chemtremk. V samo enem desetletju, od leta 2010 do 2020, se je prebivalstvo Chemtremka povečalo za 27%, skoraj izključno zaradi muslimanske imigracije. Mesto je postalo večinsko muslimansko, izvoli popolnoma muslimansko vlado in leta 2023 je ta 6-članski muslimanski mestni svet prepovedal mavrično zastavo na javnih površinah. Ko muslimani postanejo prevladujoča skupina v demokratski stranki, bodo LGBTQ skupine prve, ki bodo izginile. In to bo popolnoma smešno ali pa srce parajoče zagledati. Ampak imeli bomo svet v dveh ravnih miljah. Torej je malo prikrito. Ni ravno očitno. Veliko javno neodobravanje predlagane resolucije. Sledil je zelo javni izkaz naklonjenosti. Jaz sem povsem za odstranitev zastave gejevskega ponosa. Ker veste kaj, naj vam nekaj povem, to je Amerika. Imam pravico reči, da sem proti zastavi ponosa gejev. Če ima kdo s tem težavo, naj se pobere. Rezolucija, ki jo je predlagal županov namestnik Mohamed Hasan, navaja, da mesto ne bo dovolilo nobenih verskih, etničnih, rasnih ali političnih ali zastav skupin na podlagi spolne usmerjenosti, da bi plapolale na javnih površinah mesta. Dovoljene bi bile le ameriške, državne in mestne zastave, skupaj z zastavami drugih držav in zastavo vojnih ujetnikov. Preselila sem se iz Kalifornije v Hamtramck. To je res daleč. In to sem storila, ker sem mislila, da gre za raznoliko skupnost. Ne vidiš moje družine, da bi tam stala in postavljala zastavo, ter rekla, da ti bom silil libanonsko zastavo? Obdrži svojo zastavo, če jo želiš imeti pri sebi doma. Postavi jo pred svojo hišo. Ne postavljaj je na mestno lastnino in ne postavljaj je v naše šole. Preprosto in jasno. Zdaj, razprava o tem, ali naj bi javne zastave predstavljale samo Ameriko ali pa naj bi imele politične agende v ozadju, je stalna razprava, o kateri lahko razpravljamo v nedogled. Vendar pa, bistvo tukaj je, da te ljudje pridejo, postanejo večina in v nekaj minutah naredijo to. To je tisto, kar naredijo. Oduzimajo že zametke pravic gejev, ker jih pravice gejev ne zanimajo. In spet, čez trenutek si bomo ogledali ta video z Mamdanijem. Vedno pa me preseneti, ko ti bedaki pridejo nekam in si mislijo, ampak rekli so, da nas imajo radi. Kar so v resnici rekli je, da jih zanima, da izkoristijo vas in vašo nesposobnost samostojnega razmišljanja, da jih s svojimi glasovi spravite na oblast, potem pa se vas znebijo. Torej, svetnica socialistične stranke, seveda, levičarka, LGBTQ in tako naprej, obišče kebab restauracijo, da pokaže solidarnost z muslimansko skupnostjo in jo pretepejo, ker je lezbika. Je kdo od vas presenečen? Ne, niste. Opozorilo, če ne marate gledati, kako pretepajo geje, preskočite ta del. Prijazni ljudje, so čudoviti, prijazni, odprtega duha, topli. Prosim, pojdi stran od tod. Pojdi! Zapomni si, oseba, ki jo izganjajo, je nekdo, ki poskuša kandidirati za politično funkcijo, svetnik socialistične stranke in skuša pokazati solidarnost z islamisti, priseljenci, Palestino in vsemi njihovimi cilji. Ampak ko te ti ljudje več ne potrebujejo, ugani, kaj naredijo. Ne povabijo te v svoje lokal s kebabom. Ne, pretepejo te in se te znebijo. Ni metafora. Izogibaj se temu. Izogibaj se temu, izogibaj se temu. Končal sem.
Prosim. Mislim, ta gejevski socialistični svetnik je idiot. Seveda je idiot, ker je socialistični svetnik, ki misli, da lahko gre k islamistični stranki. Ampak nisem samo jaz, ki mislim, da je idiot. Tudi ti ljudje tako mislijo. In prav zato ga uporabljajo, da spodbujajo svoje kampanje in da jih izvolijo na oblast. Ker bodo izkoristili svojo številčnost, uporabili neumne liberalce, nato pa jih odvrgli ali pretepli, odvisno od dneva in njihovega razpoloženja. In kot sem že rekla, to ni nekaj, kar trdim kot teorijo. To je nekaj, kar imate iz ust samega socialističnega, islamističnega župana New Yorka, za katerega boste morda opazili, da zveni nekoliko drugače, kot ste ga vajeni, ker je lažnivi igralec, ki samo poskuša uničiti Ameriko. Mislim, da je zanimiva stvar pri naših skupnostih tukaj ta, da so manjšinske skupnosti, ker nikoli nismo imeli zastopstva, veliko bolj povezane z identiteto. Bele skupnosti imajo zastopstvo že od nekdaj. In zato je pri njih ves manj na identiteto in bolj na ideologijo. In s tem mislim, da imamo tukaj veliko volivcev, ki se najprej vidijo kot progresivni volivci. Zato jih nagovarjamo tako, da govorimo o našem programu, našem progresivnem programu. In prav imate, da potrebujete nekoga vmes, ki bo za nas jamčil, nekoga, ki jim pove, naj nam zaupajo, naj verjamejo v nas. To smo imeli z Tiffany Caban in Cynthia Nixon. Dobesedno v videu pravijo, da uporabljajo progresivno miselnost za uveljavljanje svojih manjšinskih ideologij. Uporlajo jih in potrebujejo nekoga, ki bo posrednik, vendar jih uporabljajo za svojo neumnost, isto neumnost, ki ljudem omogoča, da se preselijo v Hamtramck in rečejo: ja, vsi podpiramo geje, ko pa je 28% povečanje prebivalstva islamistov, ki prihajajo. In zdaj ste presenečeni, ko izvolite celoten islamski občinski svet, kot da je vaša celotna vlada muslimanska in želijo se znebiti parade ponosa. In vi ste kot juhu in se poljubljate pred njimi in mislite, da bo to delovalo. In potem si socialist, ki živi v Španiji in si misliš, bom pač pokazal svojo solidarnost s Palestino, kjer imajo 30 let staro streho, namesto da bi vrgli sadje, te pa preprosto pretepejo. Poskušaš pojesti kebab. In potem imaš dobesedno županjo New Yorka, ki to trdi in razlaga, da je to način, kako ZDA in še vedno So geji za islam. In fantje, prosim, razložite mi to, ker imam v možganih nekaj razuma in preprosto ne morem dojeti, kako neumni so lahko ljudje. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.